Če začnem pa s Slovenj Gradcem, za katerega mi je Petra predala besedo. Omenil bi njihove ključne programske projekte oziroma njihove ključne programske vsebine. Vsem dobro znani Hugo Wolf in pa projekt povezan s Hugo Wolfom Oživljeni izven preteklosti. Na tem mestu gre omeniti tudi, da je Slovenj Gradec uspel izvesti svojo investicijsko zgodbo in iz tega naslova tudi obnovil rojstno hišo Huga Wolfa. En ključnih projektov njihovih je tudi vezan na oživljanje umetnostne obrti z vidika rokodelstva in pa rokodelskih spretnosti. Gre za mednarodni festival rokodelstva. Potem imamo literarni festival mladih literatur Urška, ki je v močnem sozvočju z tudi enim njihovim ključnim projektom, to je Mirovniški festival. Vsi moramo vedeti, da Slovenj Gradec ima titulo mesta miru, zato je ta Mirovniški festival organiziral že več let. V letu 2012 mu bojo dali absolutno eno največjih tež v sklopu njihovega programa. V Velenju smo v minulem letu sestavili program, ki zajema 24 zgodb, zato tudi naša celostna podoba, ki jo bomo predstavili, in gradivo, ki ga boste dobili, govori o 24 zgodbah, ki jih Velenje prispeva v to skupno zgodbo. V Velenju tako obujajo nekoč pozabljene blagovne znamke, ki so že bile uveljavljene, pa so vmes ugasnile, na primer Evropa pleše, gre se za evropsko prvenstvo v standardnih plesih in latinsko-ameriških plesih. Atraktiven projekt Vodno mesto. Elvis Halilović, mladi velenjski ustvarjalec, v navezavi z Mladinskim centrom Velenje pripravlja splave s kupolami, ki bodo na Velenjskem jezeru omogočili bivanje in ustvarjanje umetnikov. Potem bi rad opozoril na projekte Muzeja premogovništva Slovenije, ki mi v Velenju se zelo navezujemo kot industrijsko okolje na industrijsko dediščino, na to tehnično kulturo. Muzej premogovništva Slovenije sodeluje v projektu z 2 zgodbama. Dejansko tisto, kar naj bi bil highlight novomeške zgodbe, je novomeška pomlad, ampak novomeška pomlad, ki se prepleta tudi s preteklostjo Novega mesta. Novo mesto je izrazito bogato, arheološko bogato mesto iz halštatskega obdobja, tako da eden od naših nosilnih programov, ki je od samega začetka, od prve prijave na Ministrstvu za kulturo in v Evropi, je mesto Situl, se pravi bogata arheološka dediščina Novega mesta. Tisto, kar na nek način je naš najbolj spektakularen dogodek, je rock opera Človek z bombami v režiji Matjaža Bergerja, ki bo potekala v sklopu festivala Rok otočec. Premierna uprizoritev bo v času Rok otočca, se pravi 28. junija. Pri tem povezovanju smo se pa v bistvu osredotočili na to, kar je v našem mestu najbolj prepoznavno, tudi najbogatejše, to je bogato pustno izročilo ptujskega območja, tako da je v bistvu rdeča nit našega dogajanja v našem mestu Festival dediščine umetnosti, ki je uspel pritegniti k sodelovanju številne igralce, plesalce, fotografe, slikarje. Povezali so se na primer v glasbeno-gledališkem spektaklu, s katerim tudi uradno odpiramo Evropsko prestolnico kulture na Ptuju, to je Kurentova svadba, srečanje vseh tradicionalnih etnografskih likov celin tega sveta, mednarodni simpozij, razstava pustnih mask, ki je na Ptuju sicer že postavljena, bo v tem letu nadgrajena, mednarodni slikarski extempore, ki je v zadnjih letih doživel zelo pozitivno reakcijo v evropskem prostoru. Pravkar si že lahko ogledate v Murski Soboti razstavo Tujmo, to je slovanska poselitev Prekmurja, ki datira slovansko poselitev v Prekmurje v neke nove okvirje in prinaša mnoga nova spoznanja. Zato je za nas ta projekt izredno pomemben. Galerija Murska Sobota nam je pripravila vrhunski celoletni program. Izpostavila bi predstavitev zbirke Muzeja za konkretno umetnost iz Ingolstadta in seveda razstavo From Page to Space. Muzej nam v sklopu mrežnega projekta, ki poteka v vseh partnerskih mestih, pripravlja tudi v okviru industrije neko zbirko
tovarne Mura. Gre za izredno pomemben projekt, ki nekako umešča ta dizajn, ki je 100-letna tradicija mesta Murska Sobota in mu ponovno da neko novo veljavo. Naj ne pozabim naših velikih festivalov, poletnih festivalov, Soboški dnevi in Soboško poletje, ki letos ne bodo navadno Soboško poletje in nenavadni Soboški dnevi, ampak pripravljajo mnoga presenečenja. Po tradicionalno so to že naši najbolj obiskani festivali in jaz verjamem, da se bo letos zgrnila še večja množica v Mursko Soboto, kjer se recimo v času Soboških dnevov število prebivalcev v Murski Soboti zna povečati za polovico.